Začenjamo tiskovno konferenco posvečeno raziskavi morišča in grobišča Romov v Iški. Jaz bi rekel, da je tiskovna konferenca je posledica nekaj okoliščin. Ena je nedvomno ta, da zakon o prikritih grobiščih in pokopu žrtev iz leta 2015 kaže svoj učinek in če tega zakona ne bi bilo, tudi te raziskave ne bi bilo. To je najbolj enostavno opis stanja. Drugo, česar pa je prav, da se zavedamo, je pa dejstvo, da smo Slovenci letos dobili spomenik vsem žrtvam vojne in z vojnami povezanih žrtev. In ne glede na to, na možno razliko v mnenjih o obličnosti spomenika, je dejstvo, da ta spomenik je država Slovenija postavila vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanih žrtev, se pravi žrtvam vseh dogodkov nasilja, ki ga človek povzroči človeku. In tako, da v tem okviru poteka tudi naša predstavitev, kar se napetosti časa in prostora tiče, bi rekel zelo enostavno. Če pogledamo finale Haškega sodišča, vidimo na srbski in hrvaški strani tako odobravanje kot nelagodje in tako je razmerje tudi v Sloveniji. Se pravi, so sile, ki jim je odkrivanje zločinov in njihovih posledic odveč in so tiste sile, ki zahtevajo resnico in pravico v polnem obsegu. Tako da je brez vsakega pretiravanja lahko rečemo, da je strokovni volumen, ki smo ga razvili do leta 2009, do odkritja vrov Svete Barbare, se zdaj nadaljuje. Z nami je ekipa, ki je potrebna, da se te raziskave korektno opravijo, se pravi kriminalist Pavel Jamnik, arheolog Uroš Košir, svojo odsotnost je upravičila fizična antropologinja Petra Leban-Selja, ki se ni prebila žirov, in pa potem bo svoje povedal še vodja topografije dr. Mitja Ferenc in pa Zvonko Golobič, ki je predsednik odbora za pokop umorjenih Romov med drugo svetovno vojno. To je okvir, v katerem se bomo danes gibali. Pavlu Jamniku dajem besedo zato, ker je potrebno povedati, da kriminalistična policija ob vseh raziskavah in od vsega začetka, ker ta komisija dela, spremlja dogajanje in tudi njegovo delo v Iški je bilo izjemno pomembno, tako zaradi ob samem odkritju, kot tudi nadaljevanju odkritja in mislim, da je tudi perspektiva nadaljne raziskave tega morišča in grobišča tisto, kar bo spremljalo tako kriminalistično raziskavo, predvsem pa v nadaljevanju pričakujemo, da bo Nacionalni forenzični laboratorij, ki bo prevzel vzorce raziskav DNK-ja, da nam bo dal dragocene podatke, ker tako tisto, kar smo odkrili, kot tisto, kar se nakazuje, se razlikuje od tega, kar smo vedeli ali pa kar se je govorili. Pavel, prosim. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav v mojem imenu. Tako kot je že predsednik komisije, gospod Dežman, povedal, policija sodeluje pri vseh sondiranjih in prekopih. Sodeluje v smislu, da poskuša pridobiti na terenu kakršnokoli novo informacijo o grobišču, za katerega smo vedeli že prej, oziroma smo že predtem zbrali nekaj informacij, oziroma da v primeru prekopov iz predmetov, ki se v grobišču pojavijo, poskuša priti naprej pri identifikaciji žrtev. V konkretnem primeru grobišča Romov v Iški je bilo to grobišče že seveda nekaj časa poznano in evidentirano v registru prikritih grobišč. Zelo pomemben segment podatkov je prispeval raziskovalec Renato Podberšič v enem od svojih člankov, ko je obdeloval vse pomore Romov med drugo svetovno vojno z revolucionarne strani. Tako da smo ob začetku
prekopa pravzaprav štartali z nekaj podatki o enoti, ki naj bi pri tem poboju sodelovala oziroma ki naj bi ta poboj izvedla, kakšnih konkretnih imen udeležencev tega kaznivega dejanja, kot to obravnavamo v policiji, pa nismo imeli. Med samo izvedbo prekopa smo z domačini in pa z okoliškimi prebivalci opravili kar nekaj razgovorov, prišli do podatkov o domnevnih storilcih, ki so seveda, glede na pretečena leta, že vsi pokojni, vendar kljub vsemu so to pomembni podatki, ki razjasnijo okoliščine izvedbe tega poboja in pa vzroke oziroma razloge za ta poboj. Zaenkrat pravzaprav nekega vojaško, strateško, taktičnega razloga iz vseh teh zbranih podatkov ni bilo mogoče razbrati in nekako ostaja kot zaenkrat edina razlaga vzroka za izvedbo tega poboja zgolj preventivno uničenje dveh skupin, dveh romskih družin zaradi strahu pred tem, da bi jih lahko izdali. To so zdaj te ugotovitve, ki izvirajo tako iz literature kot iz opravljenih razgovorov. Romski družini, ki so jih pripeljali v Iško, oziroma iz teh dveh romskih družin so po pripovedovanju domačinov 3 ženske uspele pobegniti. Zatekle so se v Gornji Ig, kjer so jih istega ali naslednjega dne potem tudi našli. 2 od teh sta ponovno pobegnili, eno z majhnim otrokom pa so ustrelili in jo tudi kasneje, najprej so jo ranili in tudi kasneje umorili. S pomočjo teh razgovorov, ki smo jih opravili in pa s pomočjo domačinov, smo uspeli najti tudi ta grob, ki je bil do takrat še neznan, neodkrit in opravili prekop tudi te žrtve. Zaenkrat torej podatki, s katerimi razpolagamo, če samo še povzamem, nekako omogočajo okvirno rekonstrukcijo dogajanja, okvirne podatke o izvajalcih tega poboja, kaj več pa ta trenutek še ni na razpolago, pregledujemo pa še nekaj arhivskih dokumentov, nekaj jih je tudi bilo pridobljenih iz Beograda, tako da v primeru kakršnekoli najdbe osebe, ki je še živa in ji bo mogoče dokazati neposredno udeležbo, bomo na tožilstvo podali kazensko ovadbo, v nasprotnem primeru pa tožilstvo obvestimo s poročilom, v katerem navedemo vse ugotovitve. Hvala lepa. Tako, zdaj jaz bi samo še povedal, da kdor je od medijskih hiš televizijskih, so tukaj kopije tega filma, ki ga bomo zdaj videli. Tukaj je tudi en povzetek teh ugotovitev, ki jih bomo zdaj predstavili. Zdaj pa prosim, če lahko ugasnemo luč in si bomo ogledali kratek posnetek tega osnovnega dogajanja pri raziskavi v Iški.
v tem posnetku še ni vključen izkop zadnje žrtve, ki jo je Pavel omenil, ker je bilo to predvčerajšnjim. Seveda otrok, za katerega je ta Romkinja prosila, da bi preživel, je izginil, domnevno raztreščen. Tudi usodi drugih dveh žrtev, dveh pobeglih nista znani. Zdaj bo pa predstavil rezultate dela dr. Uroš Košir. Jaz bi z veseljem povedal, da je Urošu lahko čestitamo za nedavni doktorat o arheologiji Prve svetovne vojne, kar pomeni, da tudi slovenska arheologija vstopa v polje, ki ga je gospod Jamnik v Sloveniji uvedel kot forenzično arheologijo, da je Petra Leben-Seljak vodilna slovenska fizična antropologinja, tako da smo res lahko veseli, da je podjetje Augusta, ki je izvedlo ta izkop, dejansko zbralo vodilne strokovnjake. Pri samem poročilu o tem, kaj in kako pa to poteka, je pa dejstvo, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo po programu, ki ga sprejme komisija in ki ga odobri vlada, izvede razpise, kjer se podjetja prijavljajo in potem opravijo delo, ki jim je zaupano. V tem primeru je bilo malo posebno, ker po odkritju posmrtnih ostankov elstnih zemljišča izrecno izrazil željo, da bi opravili izkop, in to smo tudi naredili. Zdaj jaz mislim, da bo malo luči še treba ugasniti, ne lahko, ne. Pa bomo, skratka predlagam, da Urošu damo kar besedo, bo pa povedal tudi stvari, ki bi jih mogla dr. Lebnova, pa je žal jo sneg zadržal. Boš tukaj, boš tukaj. Vsem en lep pozdrav. Danes vam bom pokazal rezultate ekshumacije posmrtnih ostankov z grobišča Romov v Iški. Grobišče Romov v Iški se nahaja na skrajnem jugozahodnem delu Iške, na tako imenovanem Benkovem travniku, na njegovem robu, tik pod strmim pobočjem. Lokacija grobišča je bila prvič sondirana že v letu 2015, vendar mikrolokacija ni bila potrjena. V začetku oktobra letošnjega leta smo ponovno sondirali lokacijo in z izkopom sistematično razporejenih testnih jarkov smo naleteli na posmrtne ostanke. Že na rezultate, ki so temeljili na tem testnem izkopu, je bilo mogoče ugotoviti, da sta na grobišču najmanj 2 grobni jami. Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč je nato odredila izkop, ki je bil izveden v drugi polovici novembra. Po strojni odstranitvi zgornjih zemeljskih plasti je bila celotna površina izkopnega polja, celotna površina grobišča ročno postrgana, tako da so bile na površini opazne lise grobnih jam. Skupno je bilo prepoznanih 7 grobnih jam, ki smo jih oštevilčili od vzhoda proti zahodu. Na tlorisu, ki ga lahko vidite, pa sta prikazani lokaciji 2 izmed 5 testnih jarkov iz leta 2015, kjer lahko vidimo, da je eden izmed testnih jarkov bil izkopan v dobesedno nekaj centimetrov ob grobu. Kasneje pa v letošnjem letu pa številni testni jarki vseeno potrdijo obstoj grobišča, kljub temu pa so bili nekateri grobovi tudi zgrešeni za nekaj centimetrov. Sledil je natančen ročni izkop grobnih jam in natančno čiščenje posmrtnih ostankov. Zaradi tega je bila tudi mogoča individualizacija posmrtnih ostankov, se pravi, vsak skelet posebej je bilo mogoče izkopati iz grobne jame. Izmed teh 7 grobov so bili 3 enojni grobovi, 2 grobova z 2 pokojnikoma in 2 množična grobova v srednjem delu.
Glede na lego posmrtnih ostankov v vseh grobovih je razvidno, da so bile žrtve dobesedno zmetane v jame in ne položene, saj smo jih odkrili v različnih legah, tako na trebuhu, na hrbtu, na boku, v skrčeni ali iztegnjeni legi. Posmrtni ostanki pa so bili med seboj tudi dokaj prepleteni. V večjem skupinskem grobu so bili odkriti tudi posmrtni ostanki nosečnice v zadnjem ali predzadnjem mesecu nosečnice. Gre za skelet številka 27, ki ga vidimo na tem delu. No, na predelu medenice pa so bili odkriti posmrtni ostanki še nerojenega otroka. Glede na ustne vire gre verjetno za Julo Hudorovič, ki je bila s svojim možem in družino umorjena v Iški. Na nekaterih posmrtnih ostankih smo odkrili in dokumentirali tudi strelne rane, tako vstopne kot tudi izstopne. Zaenkrat pa lahko glede na podlagi odkritih krogel in redkih tulcev nabojev lahko trdimo, da so bile žrtve umorjene z različnim orožjem, zagotovo z kalibra 7,92 mm in 9 mm. Ob posmrtnih ostankih je bilo odkritih več kot 350 predmetov, žrtev, ki so bili natančno dokumentirani. Številne predmete je bilo mogoče tudi pripisati posameznim žrtvam. V večji meri gre predvsem za dele oblačil. Veliko je spon, hlač, pasov, ogromno tudi gumbov. Nekateri izmed gumbov je bilo jasno, da pripadajo enemu oblačilu, se pravi eni žrtvi, med njimi na primer izstopajo rdeči gumbi z cvetličnim motivom, se pravi tudi najdbe nakazujejo, da gre v vseh primerih za civilne žrtve. Veliko je bilo osebnih predmetov, kot na primer očala, lasnice, različni glavniki, ogledala, rožni venci, svetilnice. Potem tudi denarnice s celo vsebino. V denarnicah smo odkrili številne novce, večinoma italijanskega porekla, tudi starega jugoslovanskega. Med najdbami je bilo tudi med žrtvami so bili verjetno tudi kadilci, na kar nakazuje lepo poslikana keramična pipa za kajenje tobaka. Pri številnih predmetih gre za izrazito osebne predmete, kot sta na primer dva prstana ali priponki v obliki srca in pika polonice. No, v posameznih grobovih pa so bili čez posmrtne ostanke tudi odvrženi predmeti, ki so bili v lasti žrtev. V tem primeru gre za emajlirano posodje, odkrili pa smo tudi dva dežnika, ki sta bila odvržena čez žrtve v grobu. V manjšem množičnem grobu sta bili najdeni tudi dve torbici z vso vsebino in v večji torbi so se nahajali poleg osebnih predmetov, sta se nahajala tudi brusna kamna in rezervni deli za popravilo dežnikov. Ravno v istem grobu smo odkrili tudi na posmrtne ostanke dveh psov, ki sta bila na koncu odvržena preko vseh žrtev. Kratka predstavitev še rezultatov antropoloških analiz, ki jih je upravila antropologinja doktorica Petra Leben-Seljak. V grobu številka 1 so bili odkriti posmrtni ostanki ženske, stare med 20 in 30 leti, pri katere pa je bilo odvrženo truplo otroka, starega okoli 4 leta. No, na obeh lobanjah pa so bili odkrite tudi strelne rane. V grobu številka 2 so bili izkopani posmrtni ostanki moškega, starega nad 40 let. V grob je bil položen na hrbet, ob sebi pa je imel številne osebne predmete, na primer vsebina žepa, suknjiča, notri je imel očala, svinčnik, ogledalo, pri sebi je imel tudi svetilnico Marije Stresata in nekaj novcev. Grob številka 3 je tudi največji grob na grobišču, v njem je bilo odkritih 34 skeletov.
od tega 16 odraslih, 9 žensk in 7 moških. Ena izmed teh je bila tudi že omenjena nosečnica. Med njimi tudi en mladostnik, verjetno fant, star okoli 15 let, ter kar 16 otrok, 6 izmed teh je bilo starih med 2 in 6 leti, 10 pa med 7 in 13 leti. V manjšem množičnem grobu smo odkrili 12 skeletov, od tega 4 odrasle osebe, 2 moška in 2 ženski, ter enega mladostnika, verjetno dekle, staro okoli 17 let. Bilo je tudi 7 otrok, en otrok je bil star 1 leto, 2 otroka med 5 in 6 leti, 4 otroci pa med 9 in 13 leti, za povrh pa so v grobno jamo odvrgli še 2 omenjena psa. V grobu številka 5 je bil moški, star nad 40 let, ravno tako tudi v grobu 6, kjer sta bila pokopana moška, oba dva starejša od 40 let, pri enem so bile na lobani opazne tudi strelne rane. V zadnjem 7. grobu pa ravno tako posmrtni ostanki moškega starega nad 40 let, ki je v grobu ležal na trebuhu. Če na kratko zaključim, povzamem naše ugotovitve, da skupno je bilo odkritih 7 grobov, od tega 3 trojni, 2 dvojna in 2 množična. Individualizacija posmrtnih ostankov je bila mogoča, skupno pa je bilo ekshumiranih 53 skeletov. Od tega 26 odraslih, 14 moških in 12 žensk, med njimi je ena nosečnica, 2 mladostnika, stara med 15 in 17 leti, in kar 25 otrok, izmed katerih je bil eden še nerojen. Odvzeti so bili tudi vzorci za morebitne DNK analize, ob posmrtnih ostankih pa je bilo odkritih več kot 350 predmetov vseh žrtev. Uporabljeno pa je bilo tudi orožje različnih kalibrov. Kot je že prej gospod Pavel Jamnik omenjal, je raziskava pripeljala tudi do informacij groba v Gornjem Igu, ki smo ga ekshumirali pred dnevi. Tukaj so bili odkriti posmrtni ostanki domnevne ženske, zdaj antropološka analiza še ni bila izvedena. V samem grobu so bili odkriti tudi 3 tulci nabojev kalibra 7,92 mm, ki nakazujejo na to, da je bila žrtev vsaj 3-krat ustreljena. To z moje strani vse, najlepša hvala. Uroš, hvala. Pred časom je gospod Franci Koncilija predlagal ustanovitev odbora za izkop posmrtnih ostankov Romov. V komisiji smo to pobudo sprejeli, z kolegom Ferencem sva člana te komisije in prav jaz bi rekel, da Mitja je ne samo gonilna sila, on je pravzaprav in motor in software celotnega projekta in prav je, da nam on pove celoten obseg dela, ki nas čaka, tudi že opravljena sondiranja in iskanja in približno to, v kakšnem času se lahko obetamo, da bomo to romsko žrtveno skupino odkrili v celoti. Mitja, prosim. Jaz sem sicer pripravil nekaj diapozitiv, ampak mislim, da bom dosti tudi z besedami povedal osnovne zadeve. Glede na to, da smo tukaj ob priložnosti izkopa posmrtnih ostankov v Iški vasi in da se današnja predstavitev dotika predvsem naših želja, kako bi ta grobišča, v katerih smo se pogovarjali na ustanovitvi odbora za pokop Romov, tudi izpeljali. Prvo, pa verjetno tudi zaradi česar je bil ta odbor ustanovljen, je bil poboj 61 Romov iz Kanižarice, nekje v Zagradcu, v blizu Kočevarske vasi, kjer smo imeli lokacije, kjer nam je gospod Zvonko tudi z različnimi viri domnevna kraje pokazal, vendar kljub temu, da smo sondiranje večkrat ponavljali,
žrtev na tistem mestu nismo našli. To pa ne pomeni, da smo z raziskavo zaključili. Nasprotno, preiskali bomo naslednje leto vse možne še vire, ki nam jih bodo ljudje sporočili. Nenazadnje je to tudi priložnost, da vam povem, da od danes naprej je za javnost odprta tudi spletna stran komisije www.prikritagrobisca.si, kjer boste danes sicer še v omejenem obsegu zvedeli za vse podatke, o katerih komisija dela, o poročilih, o letnih poročilih, o načrtih, ki jih ima komisija, in tam bo tudi možnost, da se sporočijo informacije ali dobijo informacije, kontaktne številke, tako da boste kot javnost tudi obveščeni ne samo preko tovrstnih konferenc ali sporočil, ampak tudi, če temu rečem, up to date. Torej, začeli smo z Kanižaricom, z žrtvami iz Kanižarice v Beli krajini, neuspešno. Lani pa je bilo ekshumirano grobišče v vasi Bukovo, to je blizu Mačkovca, kjer smo že leta 2008, v tistem obdobju, ko je komisija lahko delovala do odkritja Hude jame, že potrdili grobišče, vendar seveda za ekshumacijo takrat še ni bilo priložnosti. No, tega smo se potem lotili na podlagi zakona o prikritih grobiščih lahko prejšnje leto in lani so bila na tistem mestu potem je bilo odkritih 11 okosti, od tega 8 moških, 3 ženske, kar se upada z viri iz literature, koliko Romov je bilo zajetih 2 dni pred tem in potem tudi umrjenih z izgovorom morebitnega izdajstva ali ovaduštva. Iška vas in grobišče Bukovo sta zdaj torej edini do sedaj ekshumirani grobišči Romov v Sloveniji. Če govorimo o številkah, ocene so, da je nekako pred drugo svetovno vojno bilo 300 do 400 Romov na Dolenjskem in Notranjskem, in če sledimo virom iz literature, bomo ugotovili, da jih je več kot 150 okrog, ali pa natančno, ne vemo, saj vsako grobišče nam posreduje povsem nekaj novega, kar smo pričakovali. Recimo tukaj v grobišču Romov v Iški vasi smo pričakovali 43 skeletov, pa jih je bilo potem 53. Torej se ocenjujemo, da skoraj ali pa polovica Romov med drugo svetovno vojno, ali pa če sem natančnejši, od srede maja 42 pa nekje do 21. julija 42, torej v 2 mesecih in nekaj dneh izgubila svoje življenje. Čaka nas še raziskava, poleg omenjene skupine iz Kanižarice, še raziskava v Benkovem gozdu pri Sodržici, kjer imamo skupino, ocenjujemo, da bomo našli skupino 16 Romov, in potem še v Žažarju, torej pri občini Horjul, prav tako skupino 2 moških in 12 žensk in nekaj otrok, ki so izginili v tistih junijskih dneh leta 42. Tako da, če sklenem, kar se tiče vsebine odbora za pokop Romov, da lahko na podlagi zakona, ki nam daje ponovno možnost raziskav, tako evidentiran, sondiran, prekopov, to delo sedaj že drugo leto nemoteno poteka. In če samo vam povem trenutne ugotovitve, izmed nekaj manj kot 700 evidentiranih lokacij je bilo do sedaj
v celoti ali pa delno izhumiranih 119 grobišč. Delno govorim zaradi tega, ker v to skupino sodijo tista, z katerih so zadnja leta bili iznešeni posmrtni ostanki, vidni posmrtni ostanki iz dna kraških brezen. Torej 119 grobišč je bilo celoti ali delno izhumiranih, 99 grobišč pa potrjenih. Tako da od sedaj naprej ne bomo več govorili o evidentiranih možnih lokacijah, ampak o tistih, ki bodo raziskana, ekshumirana in torej urejena kot zadnji sklop urejanja oziroma delokroga naše komisije. Mislim, da smo v letošnjem letu prišli do točke, ko smo na terenu uredili ali pa označili in v javni spomin vrnili toliko grobišč, kolikor jih imamo raziskanih. V prejšnjem letu je bilo urejenih, označenih, torej z križem ograjenih, postavljeni kažipoti, smerokazi 60 grobišč, v letošnjem letu 70 in še nekaj v letu 2015. In če rezimiram, v letošnjem letu je bilo iz 10 grobišč ekshumiranih, če ne upoštevam hude jame, ki se je zaključila, 141 žrtev. Ampak kaj več o tem pa verjetno v poročilu komisije, ki bo sledilo v naslednjih dneh. Toliko z moje strani. Hvala lepa, Mitja. Zdaj pa vabim, da se nam pridruži še gospod Zvonko Golubič, predsednik tega odbora za izkop posmrtnih ostankov. Namreč gre za to, da dejansko v 6. decembra bo s kolegom Jamnikom tudi na tiskovni konferenci predstavila to pobudo Komisije za ustanovitev Zavoda slovenskega za vojna grobišča, ker pač treba se je zavedati, da trenutno je v registru vojnih grobišč od približno 140 tisoč žrtev prve in druge svetovne vojne je dejansko manj kot 20 tisoč žrtev. In Slovenija je po tej plati ena grozovito neurejena država. Tudi gospod Golubič je sam ob iskanju grobišča kaniželjskih Romov ugotovil, da je to delo strašansko težavno. Stvari, ki so mu jih tudi njegovi pripovedovali kot zelo gotove, so se izkazale kot negotove. Ampak to delo bomo nadaljevali v komisiji. Danes je z nami tudi dr. Komac od komisije. Je bilo na zadnji seji 17. novembra opravljena tudi ena razprava zlasti o tem, kako z pokopom in prosim Zvonko, lahko in kakšne druge stvari, ki so zapovedati in pa predvsem te odločitve odbora o pokopnih mestih. Ja, hvala lepa. Torej, moje ime je Zvonko Golovič in sem predsednik odbora za izkop in pokop posmrtnih ostankov pobitih Romov med drugo svetovno vojno. Torej, če dovolite, bi vas seznanil z nekaterimi sklepi, katere smo dorekli na predhodnem sestanku te komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Najprej, kot so že povedali moji predhodniki, je bilo sondirano tudi to domnevno grobišče teh Romov iz Kaniževce, vendar po večkratnem sondiranju in prekopavanju enostavno nismo najdli ostankov. Pa čeprav so zelo verodostojne priče tudi v tej smeri pričevale. Ampak ne glede na to, mislim, da je potrebno še naprej na tej lokaciji iskati in verjamem, da tudi bomo iskali. Kar se tiče tega najdišča tudi v Iški vasi, tudi mislim, da bi bilo dobro, da se za te posmrtne ostanke namreč poskrbi tukaj v Ljubljani, da se jim naredi neko obeležje v znak tudi spoštovanja do teh žrtev. Zdaj vemo tudi, da obstaja nekaj oziroma še več teh lokacij, kjer naj bi te ostanki tudi bili pobitih Romov. Kot smo slišali, tudi se bo šlo v to smer, da se bojo
najdli tudi ostanki na teh domnevnih lokacijah. Potem pa seveda, ko se te ostanki najdejo, pa z posameznimi občinami oziroma z samo romsko skupnostjo, da se dogovori, kako in kje poskrbeti za te ostanke, posmrtne namreč. Zdaj, jaz sicer menim, da je dobro, da se to obelodani oziroma predstavi tudi širši slovenski javnosti, kajti vemo, da nekako ta naša oziroma kakšno mnenje prevladuje te naše večinske javnosti v razmerju do romske skupnosti. Vemo, da ni dobro in lahko je nekoga vedno obtoževati in kritizirati, ne, pomagati je pa najtežje. Mislim, da je to početje nekaterih skupin ljudi, se pravi, te grozodejstev je tudi, se upam trditi, da je odraz stanja tudi v romskih naseljih na jugovzhodu države. Toliko z moje strani. Hvala, Zvonko. Zdaj bi pa jaz samo novinarjem prosil, da tukaj prevzamete lahko tole kratko poročilo. Se pravi, kdor bi želel, so tukaj video posnetki filma. Napišite si pa še naslov kristina.mavar@gov.si. Gospodična je z nami zadaj, ampak ona vam bo pa, če ji pošljete na ta naslov svoj kontakt, vam bo poslala izbor dokumentarnih fotografij s podnapisi, da boste lahko imeli za objave, a ne, da v resoluciji. Se pravi, kristina.mavar@gov.si. Zdaj smo pa seveda tukaj na razpolago tudi za vprašanja in odgovore. Če je potrebno, med nami je tudi kolega Podbersič in nekaj krajanov tudi iz Iške tam. Jaz bi rekel res, da nadaljne iskanje, kar je že Pavlo omenil, tukaj gre verjetno ob romski skupini še za nekaj žrtev iz krajevnega prebivalstva, mogoče kje drugje, in bodo vsaj nadaljne raziskave pa le tudi to tragedijo razbestile. Gospod Damjan Debevc, ki je z nami, vodi to. Skratka, je tukaj tudi ena pobuda jamarjev, da se nekaj brezen v okolici razišče. Skratka, tako. Če je kakšno vprašanje, smo vam na razpolago. Ja. Damjan, ti si, ali pa če daš Alenki prednost. Jaz sem eno vprašanje za Uroša, ti imaš vse dodatke tukaj za antropologijo mogoče. Ja. Za tisto posamični grob je to vprašal, ki je ženska 20-30 otrok, 4 leta, otrok, Nikica. Pa ni določen, ker je zelo težko, da bi spol za otroci in stopili spalni znaki, še niso razviti na kosteh. Namreč 5. julija je bila tukaj uspravljena, nekaj okrog Iške, očitno. Tudi prva četa je naredila Miro Lampretovo, pa njeno ščerko okrog 4 leta staro. Mogoče to je bilo vremo. DNK. Ker je ločen grob zaradi tega, ona je zelo starost se pa zdaj nekako ujemali to, ki se se tudi sam grob tega gospoda bi bil lahko ta župan oziroma eden od teh, ki so takrat tudi bili pobili. Tako da to je pomembno za raziskati naprej. Alenka, prosim. Hvala. Alenka Puhar. Jaz bi imela 3 vprašanja, oprostite. Prvo je bolj širše. Ali so vsi doslej znani sumi teh množičnih prikritih grobišč Romov iz leta 42 in če ne, kdaj še, če pa da, zakaj? Drugo, a gre za 2 razširjeni družini, tukaj, torej Iška vas, Hudorovič pa še kdo, ali so znana kakšna imena? Tretje vprašanje vam bo zvenelo nenavadno, ampak kadarkoli sem se z Romi v svojem novinarskem življenju ukvarjala, se je našel kdo, ki je opozarjal na kakšne antropološke posebnosti Romov. Pa me zanima, ali je mogoče na teh okostih karkoli, kar bi potrjevalo, to so pa Romi, to pa niso Romci. Hvala. Jaz mislim, da kar lepo povrsti za družine pa ali za skupine Mitja, za antropologijo pa Uroščko, vsaj malke je.
Ja, glede na vaše prvo vprašanje. Pal, pridi sem, pa jaz. Glede na vaše prvo vprašanje, ali gre za eno, dve ali več družin, je ta trenutek znano, predvsem, da naj bi šlo za najmanj dve družini, zato govorimo tudi o dveh družinah, kajti na širšem območju Iga, se pravi v Tomišlu in pa v okolici, so se v tistem času, v mesecu maju leta 1942, znašle oziroma so tja prišle romske družine, in ko so te partizanske enote prodrle v Ig in v te vasi, so enostavno vse te Rome zbrali in jih odpeljali na mesto, kjer so jih usmrtili. Zaenkrat torej nedvomno gre za dve skupini, ki sta bili na različnih mestih, lahko so pa ob tem zbiranju Romov pobrali kje še kakšne pripadnike romske skupnosti. Potem naslednje vprašanje je bilo, na katerega jaz lahko odgovorim, čeprav se mogoče res sliši malo čudno, kot ste tudi sama rekla, v zvezi z antropološkimi značilnostmi. Ljudje smo seveda fizično in anatomsko vsi enaki, razlike pa seveda se lahko pokažejo pri DNK analizah, pri teh tako imenovanih haplotipih, kar je tudi temelj teh DNK analiz in pa ugotavljanja sorodstvenih vezi. Tako da pri morebitni opravi teh DNK analiz opravljale pa se bodo, če bomo seveda našli ljudi, za katere bo obstajala verjetnost, da so v sorodu z žrtvami. Pri tem se bo pokazalo, kateri haplo skupini oziroma kateremu haplotipu žrtve pripadajo. Jaz samo malo, Renate, počakaj, Mitja še glede časovne. Časovne, ja. Mitja, greste pa stvari. Kot sem prej omenil, se zadeve dogajajo v spomladnih mesecih 42. leta, ko se zgodijo te zločini, recimo temu v 80. letih, ko se je sploh lahko začelo mejčken pisati, so to obravnavali kot napake narodno-osvobodilnega gibanja. Zdaj že desetletja vemo, da gre za zločine. Torej, to postavljamo v čas, ko se italijanska vojska iz manjših postojank umakne v večja in naredi velik prostor za tako imenovano osvobojeno ozemlje, v katerem so se začeli dogajati pač po komunistični načrtih druga faza revolucije, ko spremljamo pojave, kot so vojvodstvo, sekstaštvo, neustrezne likvidacije, s tem povezane mučenja in seveda sploh torej likvidacije, ki so se dogajale na podlagi tega, da, če že govorimo o partizanskem sodstvu, da so sodstvo lahko izvajale tudi nižje partizanske enote, celo čete, poveljstva čet, da so to izvajali ljudje, ki zato so bili celo, bom rekel, 18-19-letni ljudje, in da to ni bilo samo primer pri Romih, ampak seveda v teh pomladnih mesecih imamo opravka z preštevilnimi likvidacijami ne samo ljudi starejših osumljenih ali ovadenih za izdajstvo ali ovaduštvo, ampak da imamo poboje celih družin z mladoletnimi otroki vred. Verjetno se še spomnite od lanskega leta, predlanskega izkop družine Hudnik,
In takih primerov je, ne bom rekel nekaj, jih je kar veliko. Tako da to obdobje velike moči, ki se odraža v vseh teh likvidacijah, v vseh teh zločinih in nepravilnostih, se potem konča seveda z avgustovsko oziroma že julijsko začetkom velike italijanske ofenzive julija, predvsem pa avgusta 42. leta, ki pa potem to osvobojeno ozemlje odpravi oziroma uniči in ko se more partizanska vojska umakniti. Tako da, če omejim ta čas, v katerem se dogaja, v katerem se danes pogovarjamo, torej o poboju Romov, sodi v to obdobje, kjer se dogaja tudi ne samo poboj Romov, ampak tudi poboj in zločini večjih skupin drugih skupin prebivalstva v Ljubljanski pokrajini, seveda govorim, v Ljubljanski pokrajini. Toliko z moje strani. Se mislim, da je antropološko, je že Pavel malo povedal, bo pa analiza, nedvomno se že kaže, te sorodstvene podobnosti so pa celo vidne iz antropologije. Renato, prosim. Komisiji bi čestito, da je končno se spravila tudi na Rome in predstavila z tega stališča strokovnega, in pa eno meteorološko pripombo na spoštovanega kolega Pavla Jamnika. Uporabil je izraz justifikacije, torej tukaj ni šlo za nobene justifikacije, šlo je za navadne umore, šlo je za usurpacijo oblasti. Justifikacija, kako razumem, je pravni termin, ki označuje uboj nekoga po nalogu sodišča. Tukaj ni šlo prav za noben nalog sodišča. O partizanskem sodstvu, če lahko govorimo še o dopustu 43 naprej. Deloma je to že dr. Ferenc razložil, ampak samo deloma. Šlo je za usurpacije in umore brez kakršnih koli dokazov. Dejstvo pa je, da v arhivih ni najden prav noben zapisnik, sem kar nekaj tega želila pogledalcev v povezavi z oboj Romov in nisem najden nobenega zapisnika, ki bi pričal, da se kogarkoli zasliševali in da potem obsodili na smrt. Če pa je šlo za kakšen, kot je gospod Ferenc začel prepovedovati, pa mislim, da nisem do konca razvita, če pa je že kakšen ustna obravnava in obsodba bi šla, je šlo za navadno usurpacijo oblasti. Kot je pravilno povedal, kot v velikih primerih zlasti na podeželju Ljubljanske pokrajine v tistem času. Toliko več. Ja. Sem popravi, zdaj ne vem, besede justifikacija, jaz nisem uporabil, ampak se pa spremljam. Renato, lahko nehaš picajzlat, saj pravilno si povedal, to je vse v redu in jaz bi dodal, mislim, da res Pavel ni uporabil justifikacije, pa Mitja, ne? Ampak nič hudega. Intervencija je bila umestna. Jaz bi rad samo, ker je Mitja omenil družino Hudnik, zdaj je prišlo tudi do sodne rehabilitacije teh nesrečnih 9 ljudi, in to je prihodnost slovenske države, da bo ob tem faktičnem raziskovanju dejstev bo prišlo tudi do sankcij na ostalih področjih, če je že zdaj dolga leta kriminalistična preiskava, ki jo vodi prav Pavel Jamnik, če je že tale naše delo pri komisiji, bo pa zdaj tudi sodna valorizacija obdobja počas prišla na vrsto. Tako se pač stvari delajo. In tako stališče in tudi dokazano breme, kot ga razvija Renato, je tukaj povsem na mestu. Še kakšno je? Ivo je bil prej, prosim. To grobišče stoji ob enem vikendu. In v 90-ih letih je bil na drugi strani vikenda postavljen križ in domnevalo se tudi... To domnevno grobišče domobranskih ranjencev je seveda ostalo vprašanje. Po 2 sondiranjih je samo to možno, tudi gospod, ki se bo zdaj oglasil, ali so jih odpeljali po smrtne ostanke, ali so pod vikendom. Okrog je bilo vse prekopano. Ampak gre za drugo lokacijo. Je pa to 200-300 metrov narazen. Zdaj pa gospod iz Iga. To sem hotel, jaz sem bi še mjani stavil.
Tam verjetno so ga po vojni prepeljali mojega strica, pišel se je od en Tavža, se ga vzeti kot vojnega ranjenca iz vojaške bolnice Ljubljane v Viško prepeljali. Ne samo njega, so še 3 zraven. Se pravi, so ga prepeljali v Viško v Ingerju, tam so hodili peljati na Kočo osnovno, pa so se zmotili, kjer se pa že dan delo, se jih pa tam postoji tam bez igriš. Zato ne vemo, peljali smo še 2, to so Batrzelski Ziška vsi, pa Škuljev, Škuljev Ziška vsi. Za te 3 se tam ve, nismo skozi, pa smo kot otroko rastov, še petali in se tiho o tem pogovarjali, pa tam nekje so. Nekateri pravi, so pod vikendom, če to res ne jem, lahko se je pa prekopali tudi na Gornik, v skupno grobnico, ker so grobnico naredili. Mogoče so gor, pa so tiho to naredili, ker so tudi domačini to naredili. To je vprašanje, kaj sem naredil. Ampak jaz sem bil presenečen, ker se tam studirali, da niste najdeli. Čeprav je Štoram mojega strica vprašal, in tam kje vsest molim, ker ste studirali, ker Lovro Štoram je prav mojega strica, ki bi še živ, mu je približno povedal. Čeprav se tam teden prišel za domobransko kapso, otrok v šolo, in mu je v šoli so to dobil prav Viške v Ingerju in je približno povedal, to je bil Franc Ziške, in je rekel, da smeš ta kapsa hoditi. In približno zato mislim, da sem tam pokopal. Zdaj, če se pa sami Iškovarci, ki so bili večino v Gorci, prekopali nekam drugam. Mogoče se tudi tukaj prekopam, ne vem, bi se dan DNK, če se slučajno na Venkotova ta snoža prekopali, ne vemo, ali pustinja pravi. Se pravi, se to samo kaže pač to ponavljajočo se zgodbo. Tudi ob vsakem prihodu raziskovalcev na teren se začne odvijati ta mala državljanska vojna med prebivalci, kjer nas eni za nos vlečejo, eni pa želijo pomagati. Tako je pač razmerje bi rekel, tako je razmerje v Sloveniji, ki smo ga že navajeni in se bo še en čas vleklo naprej. Še kakšno vprašanje? Bogmir? Torej, kje so zdaj te posmrtni ostanki in kam komisija predlaga, da bi jih prekopali? Pa še tukaj se na splošno meni, recimo tukaj je bil nek lastnik zasebnega zemljišča. Komisija kakšne izkušnje ima z soglasji lastnikov pri raziskavah, prekopavanjih? To sicer presega, to tiskovno bomo lažje povedali, jaz mislim, da Mitja lahko več poje, ampak poglejte, eno izjemno pomembno vprašanje je spoštljiv odnos do lastnikov, to ga poskušamo gojiti. Letos je bil poslanih skoraj 1200 obvestil, kjer smo obveščali tako lastnike zemljišč, kot tudi zemljiščem pripadne občine, župnije, upravne enote in tako naprej. Protokol dela, če pride do nestrinjanja ali pa do nesoglasja, bo pa nekaj več Mitja povedal. Ja, ob zelo intenzivnem razširitvi tega našega dela je seveda bilo pričakovano, da bomo naleteli tudi na negativne odzive lastnikov. Predvsem izkušnje iz prvega leta so pokazale, da moramo soglasje lastnikov pridobivati veliko prej. Še preden vlada potrdi lokacije, ki jih pošljemo v program, preden se začnejo razpisi za izvajalca, kajti to v državni upravi traja mesece in mesece, tako da so izvajalci potem res pod pritiskom. Da se je že pač drugo leto zgodilo, da šele nekje proti koncu avgusta lahko začnejo delati in imajo potem 2-3 mesece. Skratka, izkušnje teh 2 let so pokazale, da za naslednje leto pripravljamo pridobitev soglasij že sedaj in ne bomo se več vsako leto odločali o številu grobišč in lokacij, ki bomo dali v predlog vladi, da nam to potrdi, ampak bomo od sedaj naprej dali vse tisto, kar imamo podatkov zemljiško-knjižnih v obravnavo in kolikor bomo soglasi lastnikov dobili, na tistih mestih bomo potem izvajali sondaže, prekope in pa urejanja. Največ težav se pokaže pač pri urejanju. Namreč pri sondiranju, pri raziskavi se zemljišče povrne v prvotno stanje in seveda to lastnika
tako ne obremenjuje. Prav tako pri izkopih. Medtem ko pa pri urejanjih, kjer bi saj začasno pustili grobišče in situ in ga samo ogradili, povrnili v javni spomin z kažipoti, z križem, na katerem je napisna ploščica z osnovnimi podatki, kažipot, kjer je gor satelitska navigacija, torej koordinate, oddaljenost od mesta, smer in tako naprej, ki nas pripelje do grobišča. To pa se vez, da se dogaja, da kakšnega lastnika zmoti, ne toliko iz ideološkega, kolikor predvsem iz tega, da ga moti v njegovi lastnini. Tukaj zaenkrat se odreagiramo tako, da pustimo to ob strani za naslednje leto in prepustimo torej dogovarjanju, ki poteka, da ga ali omehčamo ali pa da nam prepusti saj križ, če že ne ograje, ali saj kažipote in tako naprej. Tako da to je pač, bom rekel, logistično velik zalogaj. Kot je rekel kolega Dežman, 1100 soglasij je bilo poslanih in veste, kako je, ko dobiš pismo, na katerega se naj bi ti podpisal in odposlal nazaj, to običajno ljudje ne delajo. Zato je naša naloga bila, da smo od vseh teh 1100 ljudi morali pridobiti na takšen ali drugačen način stacionarno ali mobitelno telefonsko številko, ga kontaktirati, ga prositi za soglasje, za podpis, se dogovoriti z njim o načinu, do katere mere lastnik dopušča ali ne, in šele na to seveda smo lahko izvajalce poslali na teren. Kajti izvajalec, ko pride na teren, se ne more iskati lastnika, se z njim dogovarjati. In še to je potem, da seveda, da vsak lastnik želi tudi, da ga tisti dan obvestimo, seveda pa je vse to odvisno od vremenskih razmer. Skratka, hočem vam samo upozoriti, pa bo to verjetno tudi kdaj drugič priložnost, da je en velik, ob tako razširjenem delu komisije, ki se lahko dogaja na podlagi tega zakona, da je to zelo velik logistično upravilo, ki presega že mogoče delo nas 3, 4, 5, kolikor nas dela v komisiji. Ampak dokler teče, najdlje teče. Kje se zdaj te poslovni stanki in kam predlagate, da bi jih kupali? No, jaz bi rekel, vi poznate slavno stališče ljubljanskega župana, da ne bo v Ljubljani domobranskih grobov, čeprav jih ima saj 5 že, ne? Ampak dejstvo je, da bi mimo zahtevali, ministrstvo bo vložilo zahtev za najemno pogodbo za parcelo na Žalah. Kristina, se ne vem, če je bilo, a ne? No, skratka, pač državni organ od lokalne samouprave zahteva uresničitev ene pravice, ki je obče človeška, da ima človek grob. Mi smo dobili razmeroma brutalno zavrnitev in od Žal in od mestne občine v prvem poskusu, pa bomo pogovor nadaljevali, ne? Ampak kot vzorci za DNK so načelno hrani nacionalni forenzični laboratorij v depoju vzorcev v Škofji Loki v Kostanci, ki bo, če lahko omenim, v soboto ob 9. blagoslovljena, ob 10. je Maša zadušnica na Brezjah za Hudo jamo. Vzorce, mislim, posmrtni ostanki se pa itak hranijo do pokopa v Kostanci v Mariboru. Je pa tukaj se dela še antropološka analiza do konca. Je kar nekaj dela še za narediti. Bi pa jaz samo omenil, da na pogovoru z gospodom Golubičem, ko smo na zadnji komisiji, ena od pravic, ki jo romska skupnost še ni konzumirala, je seveda vloge na komisijo za izvajanje zakona o popravi krivica. To so stvari, kjer se zdaj po 20 letih izvajanja zakona se dejansko vidi, kako v diskriminatornem položaju so bile žrtve komunističnega nasilja po vojni, ker je možno vložitev vloge samo v Ljubljani, a ne samo na to centralno komisijo, ne pa v upravnih enotah. In žal je dejansko mogoče 1-2 Roma sta to pravico izkoristila. Nedvomno pa vse sorodniki vseh teh žrtev, mladoletni leta 45 iz vojnega časa, imajo pravico
in pa predvsem na upravnih enotah, saj bližnji ti prvi rod svojcev. Ampak to kaže pač, kakšna država Slovenija. Tudi tukaj je romska skupnost nekako se znajdla v tistem položaju, ki ga je že Zvonko omenil. To je še ena od stvari, ki jo bomo poskušali tudi malo popraviti. Še kakšna intervencija, še kakšno vprašanje? Ja, Klemen Košak iz Dnevnika. Mogoče sam pojasnilo, zakaj se Romi tako obravnavajo kot posebna skupina žrtev, imajo kakšne posebne karakteristike, mogoče iz tega, kako so jih obravnavali njihovi morilci. Ja, poglejte, komisija je, kot sem rekel, je nastal ta odbor, ki je pač to, ampak ne gre za noben privilegij. Načelno izhodišče komisije je, da obravnava predvsem žrtve prebivalstva Slovenije. Zato je recimo en tak večji projekt, ki je pred nami, je izkop posmrtnih ostankov iz Brezna pod Macesnovo Gorico, ker je to edino veliko morišče slovensko, ki se ga da izkopati, drugače pa obravnavamo slovenske vloge po vrsti, kot prihajajo. In ta romske skupine so bile v redni obravnavi in grejo tudi sondiranje redno. Imamo pa zdaj nekaj družinskih vlog, se mi ti lahko povem, mi smo še zdaj pri sondiranih, a se je te, moram reči, mi ne moramo se vsega sproti zmeniti, no, ampak dve družinski vlogi smo imeli, eno pri Žireh, eno tukaj pri Grosupljem, ni nobenega privilegija. Vsi, ki bi želeli iz vrst slovenskega prebivalstva imeti svoje izkopane, lahko vložijo vlogo. In tudi, če najdemo, če je možno, ampak vam rečem, pogledajte, mi smo letos izkopali Rugarske klance, kjer smo bili povsem prepričani, da so to Slovenci in je zelo verjetno kaže, da so tudi tam Hrvati. Tako da ni nobenega privilegija, je pa dejstvo, da je, če temu rečemo, slovenska država romski skupnosti za ta zločin pravzaprav dolžna eno uravnovešenje spomina, če pogledamo, da je 150 Romov umorjenih s partizanske ali pa z revolucionarne strani, manj kot 100 pa z okupatorske, je že prav, da se to naredi. Ampak ni nobene razlike. No. Nisem hotel namigam, da bi bil kakšen privilegij, sam, če so mogoče pri strani zločincev drugače obravnavani. Veste, kako je pravzaprav niti ne v partizanski dogodivščinah se temu reče pripetlaj, tako kot se je rekel napaka, če ti umoriš 1000 Slovencev, preden se začne državljanska vojna. Pavel bi želel še. Ja, mogoče samo en stavek. Glede na način življenja Romov je seveda v tistem času, ko so partizanske enote se skrivale pred okupatorskimi enotami, pred kolaborantskimi enotami, so bile romske skupnosti na nek način nekoliko večja grožnja zaradi njihovega načina življenja. In to je do zdaj se tudi izkazalo, da je bilo to pravzaprav tudi edini razlog odločitve, da vse te ljudi enostavno pobirajo. No, kasneje, vse. Da kolaboracija takrat ni prav kaj. Ne, veste kaj se... Ne, se lahko postavimo stvari tudi takole, se končno bi jih lahko tudi Italijani videli kot partizanske vaduhe, pa bi jih pač pobila, ne pa jih niso. Ampak pustimo to. Jaz mislim, da niso. Odločitev je razumna. Gre za eno izjemno veliko skupino žrtev glede na odstotek prebivalstva, če upoštevamo, da od domobranskih vojnih ujetnikov jih pobijajo skoraj 90%, če Romov pobijajo očitno polovico in da je ta polovica približno toliko, kot je najhujše nemško uničevalno koncentracijsko taborišče za slovenske žrtve, Ja, mislim, da je prav. To je pravzaprav en hud zločin, ki ga je treba, ki mu je država Slovenija dolžna ene oddolžitve po koncu. Še kaj? Če ne sem jaz... da. Zdaj, je vprašanje, kakšno pa je vključenost občine Ig pa župnije Ig v projektu? Če bo pokop v Ljubljani, niti ne, ker recimo, kot smo v Begunjah, smo vključevali župnijo Begunje za te skupini iz Mačkovca, pa v župnijo Dolenjo vas pri pokopu Konfina 1, Konfin 2.
Prav gotovo bi bilo bo pa prav, da se, kljub vsemu, da je grobišče izpraznjeno, ostane kraj spomina in verjetno je prav, da se tudi tam ta spomin ohranja, tudi v lokalnih okrepih. Če smeš intervencijo, torej, ko je program sprejet na vladi, potem mi pošljemo obvestila vsem župnijam, kjer se urejala, sondirala izkopi in tudi vsem občinam, tako da so oboji potem obveščeni. Prav gotovo pa verjetno kakšen spominsko bred tudi zdaj v tem trenutku, ko je izkop upravljen, ne bilo nič narobe. Tako, se vam zahvaljujem za pozornost in se pravi 6. decembra ima vas Pavlom to tiskovno vabilo sledijo, potem bomo pa imeli še tiskovno predstavitvi letnega poročila. Hvala.